je Gartner rekel, ne, da bo 2018 3 milijone ljudi vodenih od robotov. Jaz sem šef, ne, vidite, sem že robot. Ne, ni tako. Ne. Trg delovne sile se vsekakor bo spremenil. Tisto, kar je treba povedati, spreminja se pa že ves čas, ne samo zdaj. Ne. Torej, res je, da je prišlo v zadnjih 5 letih, recimo 5-10 letih, do nekaj preskokov v tehnologiji, ki pa imajo seveda vpliv na trg dela, tako kot pravzaprav vsaka strukturna sprememba. Tako kot je bila nekoč industrijska revolucija, pa ko je prišel internet, se stvari spremenile, ko so prišli mobilni telefoni, so se izrazito spremenilo, no zdaj pa imamo še en tak naslednji skok, kjer pa umetna inteligenca prinaša rešitve, ki pa pravzaprav delajo človeško življenje majčkeno bolj zanimivo, bi rekel, veliko manualnih stvari pravzaprav izginja, ne, ki jih nadomeščajo roboti, in seveda nekatera pogosto taka dolgočasna delovna mesta pravzaprav izginjajo in se pravzaprav premika trg delovne sile v bolj kreativen tip dela. Ne. Torej, glede na analize je seveda, analize so zelo tako, različne analize kažejo, da bo v prihodnosti, recimo v naslednjih 10 letih, tam od nekje 30 do 70% delovnih mest recimo ogroženih ali pa nekoliko spremenjenih zaradi digitalizacije. To je neka številka, ki pa zelo še vedno dokaj nedoločena. Ne. Ampak pojavljala se bojo pa tudi nova delovna mesta, jih bo verjetno nekaj manj, ki bojo pa vsa povezana z digitalizacijo, ki jih nekoč tudi ni bilo. Ne. Zdaj, če pogledamo strukturo teh delovnih mest, ki bojo izginila, pa tista, ki se bojo ohranila ali pa pojavila nove, pa lastnosti teh delovnih mest, torej predvsem izginila bojo manualna delovna mesta, pojavila se bojo, poudarek bo pa na kreativnosti, na socialni inteligenci, pa na, recimo, na nekem takem bolj strateškem upravljanju, ki ga seveda računalniki danes še ne omogočajo. Ne. Tisto, kar je dobro povedati, pa pogosto se pojavi to vprašanje, je, kako pa zdaj to vpliva na družbo. Seveda vpliva, ne. Torej, pojavlja se ta termin socialna pogodba. Potrebna je nova socialna pogodba. Lahko temu rečemo socialna pogodba ali pa tudi kako drugače, ne. Ta socialna pogodba pravzaprav pomeni, da kako se bo družba sama s sabo nekako uredila ali pa dogovorila, zato da bojo vsi člani te družbe še vedno lahko relativno ali pa bolj kvalitetno živeli kot v preteklosti. Tako kot vidimo, se ta stvar, pravzaprav ta socialna pogodba stalno po malem premika in spreminja in prilagaja. Tisto, kar je drugače kot morda nekoč, je to, da je ta hitrost teh sprememb nekoliko hitrejša. Ne. Včasih je bila ena generacija zadost, torej ko se je nekdo nekaj naučil, lahko to bolj ali manj počel celo življenje. Danes pač to izginja, torej stalno se je treba prilagajati. V povprečju naj bi vsak človek zamenjal nekaj delovnih mest tekom svoje profesionalne kariere, ker nekoč pač ni bilo primer. Ne. No in v tem smislu je en sam nasvet, ki ga stalno tudi poudarjam kot digitalni glasnik, pa tudi sicer, da je treba biti pripravljen na spremembo, pa predvsem je treba se stalno izobraževati. Ne. To se morda sliši čudno ali pa grozen, ne, v resnici pa ni. Glede, ko so prišli mobilni telefoni, ljudje niso imeli nobenega problema se naučiti nove tehnologije. Ne. So bili vsi samo veseli. No, zdaj pa so pa tudi kakšne stvari, ki so pa majčkeno manj privlačne kot mobilni telefoni, pa se je ravno tako jih treba naučiti. Ne. No, torej, pripravljenost na spremembo, pa na novo izobraževanje, to je pravzaprav edini nasvet, ki ga lahko tukaj damo, spremembe na trgu delovne sile pa absolutno bojo.